S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami v današnjem torkovem popoldnevu. Čas je, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo Tatjana Šmid, knjižničarka v knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka, prebrala pravljico o mizi, ki je prinesla srečo. Nekoč je živela žena, ki je imela 2 sinova. Prvi je bil pameten, drugi pa ne. Vsi so ga imeli za tepčka. Bili so zelo revni. Že leta so komaj živeli, potem pa je prišla še suša. Koruzno polje se je posušilo in fižol sploh ni pognal. Prašič jim je pobegnil, kokoši niso več nesle jajc, lakota je trkala na vrata. Zato je mati nekega dne sinova poklicala k sebi in rekla: "Pojdita na trg in prodajta našo kravo. To je zadnje, kar še imamo. Dobro jo prodajta. Saj veste, kako hitro se porabi denar." In sinova sta kravo res odgnala na trg. Vendar niti prvi, niti drugi še nikoli ni prodajal tako velike živali. "Kako bi jo prodala najbolj pametno?" "Veš kaj," je rekel starejši, "ti pazi na kravo, samo tukaj stoj in pazi na njo. Jaz pa stopim naokrog, da se razgledam in izvem, po koliko krave sploh so." Potem se je izgubil med ljudi, tepček pa je stal in čakal, dokler se ni ob njem znašel neznan mladenič. S seboj je prinesel mizo, položil jo je na tla in vprašal: "Koga čakaš?" "Brata," je odvrnil tepček. "Tole kravo prodajava, pa ne veva, koliko je vredna." "Jaz ti povem," je rekel mladenič, "natanko toliko kot moja miza. Glej, krava ima 4 noge, miza tudi. Ni pošteno?" "Najbrž res," si je mislil tepček. Zamenjala sta in oni mu je kravo prav na hitro odgnal izpred oči. Pride brat, gleda, krave nikjer. "Kako?" pravi. "Ti nisem rekel, da pazi na njo? Kam je šla?" "Prodal sem jo," se je pohvalil tepček. "Za tole mizo? Poglej, ni lepa." "Kaj? Za mizo si jo zamenjal? Kaj bomo z mizo? O, nesrečnik, da si tako neumen. Kaj bomo jedli? Kaj bo rekla mati? Kako bomo sploh še živeli?" Naj se je še tako jezil, krave ni bilo nazaj. Tako sta se odpravila domov, starejši praznih rok, mlajši pa z mizo na hrbtu. A miza je bila težka in hodila sta le počasi. Sredi gozda ju je ujela noč. Naprej si nista upala, da ne bi zgrešila poti. Na tleh pa tudi nista hotela ostati. Preveč sta se bala divjih živali. Tako sta sklenila, da splezata na drevo in tam počakata na jutro. Starejši se je spretno pognal med veje. Že je bil v krošnji, ko mu je mlajši zaklical: "Čakaj, čakaj, kaj pa miza? Ne boš rekel, da jo pustiva kar na tleh? Potem jo še kdo ukrade?" "Ne, miza gre z nama. Jaz jo zvlečem na drevo, ti mi pa pomagaj." Res sta jo zvlekla visoko v krošnjo. Tam jo je mlajši vzel v naročje in obsedel na eni od debelih vej. Zdelo se je, da sta na varnem. A komaj sta dobro sedla, že sta med drevesi zaslišala glasove. Prišli so razbojniki, vsi nemarni in kosmati, in kot nalašč posedli ravno pod njuno drevo. Zakurili so, razgrnili odejo in si začeli deliti denar. "Zate 10, za paca 10, za perica 10, so šteli in metali srebrnike. Tepčka v krošnji pa so bolj in bolj bolele roke. "Bratec," je šepnil, "ta miza je težka." "Tiho, če hočeš, da ostaneva živa." "Ampak bratec, jaz komaj še držim." Nehaj, zdrži še malo." "Ne morem, bratec, res je težka." "Razumeš, če pade, sva oba končana." A miza je padla, lomila je veje, tolkla ob deblo, da je hreščalo, ječalo, bobnelo, dokler ni treščila naravnost med razbojnike. "Nebo se podira," so se prestrašili in se raztepli na vse strani. Niso si upali nazaj. "Tisto je začaran kraj," so rekli. "Bomo raje kje drugje nakradli." Pobegnili so in za sabo pustili ves nakradeni denar.
Šele zjutraj sta si brata upala z drevesa. Pobrala sta mizo, odejo in vse srebrnike in se zadovoljno odpravila domov. Vidiš, je rekel Tepček, pa sem kravo vseeno kar dobro prodal. In jo je res. Kdo bi jo bolje? V hišo je prišlo bogastvo in potem so živeli srečno, brez lakote in prejšnjih skrbi.